Meni tale telefon tak crkuje, da sem komaj ga zdajle sploh spravila, da nekaj dela, da lahko ga sploh uporabim za video. Ja. Wow. Kakorkoli, nekateri me že poznate, moje ime je Kasol, če pa me še ne poznate, se pa naročite. Kakor sem rekla, tale moj telefon, Že nekaj časa sem kupila bi si nov telefon, zato ker tale je kar neki mi šteka, kar neki baterija crkuje, res ni fajn. Ampak se veste, da YouTube pa denar, ni glih neki najboljša situacija. Ne morem si zdaj neki iti v trgovino Apple in si kupiti iPhona. Ampak obstaja ena stran, ko ste mi jo dejansko že parkrat priporočali, da jo naj uporabim v video, in ta stran se imenuje Wish. Imate imajo gor kar par kvalitetnih izdelkov, ponavadi kupujejo oblačila ali pa nakit, ličila, ne vem, čopiče. Menda se najde vse in tudi tehnologijo imajo gor. Tako da jaz sem se odločila, da bom šla malo na Wish, si popravila majico in poiskala kaj zanimivega, kaj imajo. Zakaj si ne bi probala telefon kupiti na Wishu? Gremo probat. Ok, jaz sem zdaj tule z računalnikom in tule boste videli moj screen. Tako da gremo kar lepo na Wish in poiščemo, kaj se gor najde. Evo, wish.com, da vidimo. Torej, gremo kar poiskati, kakšne telefone imajo. Spravi, bom opisala phone in... Ok, prvo, kar vidim so... Wow, tale telefon je 1 euro. A imajo kakega iPhona? To izgleda nek tak... Ne, ni Samsung, ok. Tole izgleda ful veliko. Galaxy Note. iPhone, evo ga. Tole se izgleda, da brezžične slušalke. Kaj če imajo iPhone 10? Idem preveriti. Ok, iPhone 10. iPhone X torej. Ok, zgleda promising. Ok, tole zgleda zdaj, ne vem, a so uvitki, ali so dejansko telefoni. Ok, to je Android. To je iPhone na sliki. Ja, to je case. Ok, jaz sem zdaj par jih najdla. Tole je nek 2008 New Original 5.5-inch 4G from Android 7.0 Dual SIM 16 megapixel camera, Wi-Fi, Bluetooth, whatever. 5.8-inch 18:9 HD screen quad-core system, Android 6.0 Dual SIM smartphones. Torej, stane 54 evrov. Tule lahko izbereš velikost. Jaz sem izbrala kar EU največjega. Barvo bom pa izbrala red. Rdeč ga imajo. Zlat, srebrn, bel. Še kaj? Ne. Jaz sem kar črnega izbrala, ker to je po moje najbolj tek. Pol, kaj še tule piše, 11 evrov je shipping, mogo bi priti med aprilom 11. in aprilom 27. Ok. Opis je takle, nič kaj posebnega, rating 56 ima ratingov in I don't know, 3,5 zvezdice. Bomo probali zaupati tej trgovini. Komentarji so thank you, se pravi hvala, early shipping in pa gut, kar ne vem kaj pomeni, ampak ima 4 zvezdice, tako da. Shipping, ja, v redu, ships to Slovenija and 68 under countries, torej smo na dobrem. Torej v 30 dneh ga lahko vrnem in mislim, da bo kar cool, ker mislim, fotke izgledajo full legit. Ne vem, kaj bi me lahko s temle nasrali. Mislim, isto zgleda kot iPhone 10, nobene razlike. Mislim, isti je, ful je lep. Jaz sem kar črnega izbrala, torej gremo buy. Torej, zdaj je cena iz 648 evrov znižana, kar je še vedno ceneje kot pravi iPhone X, na 75 evrov, kar je za iPhone skoraj kot nič. Item total je 75 evrov. Shipping je 11 evrov, vsega skupaj je 86 evrov. iPhone X za 86 evrov, pa poglejmo. Torej, sem zdaj to vse opisala. Ok, in evo, zdaj sem jaz tole kupila. Nisem vam pokazala vsega zato, ker vam ne bom pokazala mojih osebnih podatkov glede plačila in glede tega, če veste, kaj mislim.
Torej, iPhone bi mogel biti zdaj na poti, bomo videli, kako bo tole prišlo, če bo sploh prišlo, mislim, upam, še vedno sem dala 85 evrov za to, oh my god. Torej, danes je 10. februar, če lahko vidite tule spodi. Torej, se vidimo, ko bo iPhone v mojih rokah. Wow. Upam, da tole deluje, ker pač kak fail bi bil, če bi bila kar neka plastika, resno. Se vidimo čez kak mesec, ali 2, ali 3, ne vem. Evo me, torej, minilo je kar nekaj časa, odkar sem jaz tisto naročila, tako da danes je torej 12. marec in moj paketek je tukaj. Oh my god. Zdaj, moj iPhone za 57 evrov, ali koliko smo dali, gremo preveriti. Jaz sem tole škatlo kar odprla in noter tole izgleda promising. Wow, ful je težka škatla dejansko. Torej, škatla, kakor vidim, ni originalno zapakirana, kar je ful sketchy. Nima gor folije, pač, kakor jaz vem, pride s folijo gor. Pač kar odpreš jo lahko. Kar je ful čudno, upam, da ni kamen noter v gitarija. Ne vem, ni nobenih takih stvari, da bi zdaj nekaj izgledalo. Tule piše iPhone, tule je jabka celo. Gremo tole kar odpret. Oh my god, ful me je strah pač. Ok. Torej, tole je prva stvar, ko pride ven, tole je Designed by Apple in California. Alright, ne vem, koliko jaz temu verjamem. Dobro, nisem naredili kakega typota v besedi California ali pa Apple. In ko dam tole stran, alright, I don't know what that means, probably zdravo, am I right? Yes. Itak ne znam nič prebrati, tako da tole dam zdaj stran, še to. Oh my god, spodaj vidim nekaj. To zgleda ful legit. Oh my god, ne upam si ga ven vzeti. Wow, ful je lepo. To je legit. To ne more biti fake. Noter so še slušalke pa tale polnilc, ampak tole je glavni del tega videa. What? Ok, zdaj pregledujem, če so gor kakšne napake, ker ponavadi imajo na takih fake telefonih kakšne take ful butaste napake. Designed by Apple in California, assembled in China, iPhone, tole je znana jabka, zdaj sem ga že jaz celega prešlatala, tako da so gor prstni odtisi, kar mi je ful ni všeč, ampak dober. Kamera zgleda v redu, gumbi, mislim, meni zgleda vse legit, no, pač da si ga še vi pogledajte. Če to ni legit iPhone, jaz ne vem, kaj je legit iPhone, mislim, saj ga še nisem dejansko v redu držala v rokah, ampak vsejen. A ga probam prižgat? Dajmo ga prižgat. Ok, jabka. Oh my god, ok, zdaj mi piše, da ga moram odkleniti in zdaj moram nastaviti za Face ID. Ok, ker tole je hitro naredila, pa vam pol povem, kako se mi zdi, a se mi tole zdi legit ali ne. Torej, ok, prvi krog. Ok, zdaj sem ga tole naštimala. Zdaj moram še ostale stvari naštimati, tako da se takoj vrnem. iPhoneček je prižgan. Gleda mi ful legit, pač ne vem, nobenih takih čudnih stvari ni gor. To je legit iPhone. In dejansko screen, in dejansko je pač tak smooth in pač kot da bi bil pravi telefon in jaz mislim, da je pravi. Moje je pravi. Jaz sem zdaj slikala ga bom s starim telefonom in bom poslala frendici, ko dejansko ima iPhone 10 in jo bom vprašala, če se ji zdi pravi. Tako da se takoj vrnem. Ok, frendica mi je napisala, da se ji zdi legit telefon in da je ful užaljena, zato ker si ni ona prek Wisha kupila takega telefona. Mislim, da sem jaz prek Wisha kupila pravi iPhone. Oh my god, ne morem verjeti, jaz ne morem verjeti. Wish je moja najljubša spletna trgovina. Pač, od zdaj naprej uporabljam sam še Wish, vse si bom kupila na Wishu, naslednjič si bom še MacBook kupila na Wishu, presežem. Ok, ampak veste, kaj je najbolj zanimivo?
da je danes 1. april in da tega telefona nisem kupila na Wishu, pač pa sem ga kupila na A1. Kupila sem ga legit, bil je točno toliko drag, kakor je drag Apple in iPhone. Tako da se opravičujem, če ste mi slučajno nasedli, če mi niste, upam, da ste se vsaj nasmejali. Jaz sem ful uživala v tem, ko sem delala tale video, tako da upam, da ste vi tudi. Pač, a ste vsaj malo nasedli, prosim. Se vem, da nisem dobra igralka, sem pač dejte no. Torej, tole je moj pravi iPhone. Čez par dni bo video točno samo o tem telefonu in primerjava z mojim... Wow. In tudi primerjava z mojim starim telefonom, tole je moj star Huawei P9. Tako da upam, da si boste pogledali tudi tega, pa upam, da niste preveč jezni na mene, ker sem se mečkom pozabavala. Upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, mu dejte en like, subscribite se na moj kanal, pa komentirajte kaj. Itak, kakor vedno, komentar tedna oziroma 3 dni je tale. Najlepša vam hvala, da me spremljate. Preverite še moje socialne medije, pa ful imam feeling, kot da čist vedno enako povem, ampak tak pač je. Najte me še na mojemu Patreonu, spodaj so vsi linki do mojih vseh stvareh in tudi do mojega PO boxa. Tako da to je, mislim, na to. Res mi je ful žal. Upam, da mi ne boste dislajkali videa. Ja, okej. Se vidimo naslednjič. Čau!